Raca mlakarica. Raca mlakarica spada med vodne ptiče ploskokljune s kratkimi plavalnimi nogami na zadnjem delu telesa. So dobri plavalci. Telo pokriva gosto perje, ki ga mažejo z maščobo iz trtične žleze. Kljun je širok, ploščat, z nazobčanimi robovi za precejanje vode. Raca mlakarica je bledo sivkaste rjave in črno rjave barve. Oba, raca in racak, imata modro okence na perutih. Pisatelj Miško Kranjec je lepo opisal prekmursko ravnico, močvirje in jutranjo meglico, v katero nenadoma vzleti racak s svojim preplašenim. Njegov opis me je tako prevzel, da sem se s prijateljem odpravil na Zbiljsko jezero. Najin čoln je neslišno povzel po gladini prosojne vode, kot bi lebdel v zraku. Nenadoma se je s preplašenim vikom dvignila jata rac in naju preletela. Kasneje sva občudovala racaka, ki je od konca septembra do konca junija odet v lepo pisano perje. Pravijo, da je racaka sram, ko z raco menjata letalna peresa, ker se mu zdi, da je brez pisanega perja, kot bi bil v samih spodnicah. Ko je spet svatovsko odet, uprizori izvoljenki svatovski ples, da mu ga daleč po močvirnem svetu ni para. Pauh. Pauh je mali glodavec, ki je tesno povezan z našo ljudsko tradicijo pauhanjem. Ima majhno glavo in velike temne oči. Uhlji so skoraj goli, precej veliki, brki pa dolgi. Život je zabavljeno precej podolgovat, nožice so kratke. Jeseni slišimo pauhe, kako se iz bokovine oglaša njihovo kihanje in čudno smehu podobno cviljenje. Iz njihovih spalnic paušin se podajo na najbližje drevo po noči, ko jim zaviši bokov živ. Najraje gredo tja, kjer se veje goste in med seboj prepleteni, da laže skačejo z veje na vejo, ker niso tako urni kot vejerice. Lovijo jih s pastmi, ki jih razporedijo po bokah, pravijo jim šklopi. V starih časih so vrezali vanje letvico, hišno znamenje ali kaj drugega. Pauhi spijo tedne in tedne brez hrane in vode. Telesna temperatura jim pade, presnova zastane in utrip upočasni. Naenkrat pa pride čas, ko spet oživijo in zacvilijo v bokah. Takrat se pauhar spomni starih praževednih časov in smeje se reče, hudič je pregnal pauhe na pašo.
Vers 8 und 9 ist jetzt dieser Auftrag niedergeschrieben. Gott sagt zu Mose, und sie sollen mir eine Heilig machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bund, das ich mir von der Wohnung und ihrem ganzen Leben zeige, sollen wir es machen. Dieses Heiligtum soll den Zweck erfüllen, Offenbarungsort Gottes über seine Namen zu sein. Es wurde ganz offensichtlich nach einem speziellen Plan gelernt, den Mose von Gott erhielt. An anderer Stelle wird auf diese Tatsache nochmals hingewiesen. Auf den Hinweis müssen wir später noch einmal zurückkommen. Was geschah aber in diesem Heiligtum? Ein großer Teil des Alten Testaments berichtet uns darüber. Täglich wurden Ordnung und Gott auserwählte Priester 5 verschiedene Arten von Erklärungen gebracht. Aus welchem Grund? Erinnern Sie sich, wir stellen bereits fest, dass Gott den Menschen als Folge der Sünde Hier reicht es.